svojo zdravniško ambulanto. In, pa je malo romantike naredila, neč hudega, vse, kakorkoli. Takole, ja. No, on je že imel svojo ambulanto v Celju in Franci Pavec kot najmlajši je pa tudi hitro ostal brez staršev. Pri 12 letih je ostal brez mame, pri 10 pa brez očeta. Tako da v bistvu, zaradi starostne razlike je potem res majhen fant ostal brez staršev. No, potem pa je prosil svojega brata, Matijo, če lahko pride živeti k njemu v Celje, kajti Bela krajina takrat je bila zelo slabo razvita. Ni bilo tu pogojev za napredovanje, za izobraževanje, kot pa v Celju. No in ta naš Franc je najprej obiskoval gimnazijo, potem pa je ves čas bil zraven brata, ker mu je skozi bil pod nogami. Skozi je gledal, kaj brat dela, kako zdravi ljudi, kako jih sprejme. On je bil tudi brivec, brat, se pravi doktor in brivec. Včasih je bilo to nekako povezano. No in potem je po končani srednji šoli se odločil, da bo naredil ravnoceliški izpit, kar pomeni iz avtonomije, zgradbe telesa, in da bo ta izpit naredil, ki mu je pogoj za vstop v študij v Gradec. In seveda ta izpit je zelo dobro opravil, šel študirati v Gradec, kjer si je pridobil tudi diplomo oziroma priznanje, da lahko on deluje kot zdravnik. To je bil včasih, so rekli, pader. To je pader z licenco, da lahko zdravi ljudi. Ko je to licenco dobil, je prišel nazaj v Celje, ker je bratu pomagal pri zdravniški praksi, pri zdravniškem delu in si tudi zaslužil določen denar. Potem pa, ko si je zaslužil kar dosti denarja, je imel eno veliko željo, da bi nadaljeval študij za operacije sivomrene. Kajti on je želel postati okulist in da bi prvi, takrat v tem času, v Sloveniji, na Hrvaškem, ni bilo nobenega zdravnika, ki bi operiral sivomreno. Zato si on to želel znanje dopolniti in postati očesni kirurg na Dunaju. Seveda, to je bilo vse plačljivo, vse je moral plačati, da je prišel do res tistega pravega specialista, ki ga je vse veščine naučil. Kje leta je bilo to problem? To je bilo pa leta, v bistvu začetek 19. stoletja. 1805 je potem koordinacijo si naredil, to je bilo nekje tam 1804 naj bi on že končal. No, potem pa je prišel nazaj po takšni veliki izobrazbi, znanju in si leta 1805 tule v tej hiši odprl ordinacijo. Imeli so razpis, da iščejo zdravnika na tem koncu in seveda so takoj sprejeli Franca Pavca, kajti on je bil eden, ki je imel ogromno znanja in veščin. Tako da so v bistvu, kdo se je prijavil, so njega zbrali, ker tako izobraženega, kot je bil Franci Pavec, ni bilo tukaj. No, potem pa nekaj časa tukaj delal, tule si je ambulanto odprl, vete, ko mu pa šli tule v poročno dvorano, to je bila ambulanta, tu, ko ste zdaj vi, je bila čakalnica, tam, ko je pa ona gospa začali, je bila pa sprejemnica. To je sprejemnica. Da si malo nekako gremo nazaj, da si predstavljamo, kako je bilo. No, in takrat je tudi imel veliko pacijentov. To je bil znan daleč naokrog, rekli so mu, da je čudodelnik, da zdravi slepe, da je neverjeten zdravnik, to se je vse posod razbobnalo in je imel res gužvo takšno tukaj, da to neverjetno. No, poleg tega pa je imel tudi eno redno stranko, enega gospoda, ki je bil doma tule kraj Blagona, se reče 5 km iz Ljubljana proti Celju. Je to ta kraj. No in ta gospod mu je bilo ime plemeniti vitez Gadola in on je bil zelo bogat, premožen. Po drugi strani je bil pa tudi hipohondar. Vedno si je zmišljeval, da ga nekaj boli. Enkrat ga to boli, drugič ga to, tretjič ga to. Merka, bolj ali manj je pa bil namišljen bolnik. Malo psihično namišljen bolnik. In potem je pa res nekaj
je moral Franci Pavec iti do njega. Potem pa seveda, on je živel na Graščini, kjer je tudi živela Katarina Švajkhofer, in sicer to je bila ena deklica, ki je z mamo pred 5 leti prišla iz Dunaja na to Graščino. Mama je pa zato prišla, da bi glasbeno poučevala njegove otroke in druge otroke. In se bo pripeljala to hči, ki je bila tudi neverjetno glasbeno nadaljena. Igrala je klavir, harfo, violino, govorila je 5 jezikov, se pravi neverjetno zelo inteligentna punca. No in ko je Franci Pavec šel na obisk temu hipohondru, je tam spoznal tudi to dekle, Katarino, in seveda sta se zaljubila. 1814 sta potem skupaj zaživela v tej hiši. Imela sta pa zelo veliko otrok, kar 9 jih je bilo. Ja, so bili kar pridni. Ja, tako. No in prvi je bil Alojzij Pavec, sicer njegovega kipa nimamo tu, imamo pa zgoraj portret, tako da boste videli, kakšen je Alojz izgledal. Alojz je bil tako, kot vsi Ipavci, zdravnik in skladatelj. Tako, Alojz je bil, pravijo, od skladateljev, po skladateljskih zadevah je bil najbolj nadarjen. On je napisal en znameniti valček, nemški valček, in sicer Schneeklocken. No, ta valček so pa uprizarjali na dvoru, na cesarskem dvoru na Dunaju. Tako da veste, da je bil, mislim, zelo pomemben, da so njegove valčke predvajali tako pomembni ljudje. No, potem je bil tudi zdravnik, bil je kirurg, vojaški kirurg, nekaj časa je služboval na Dunaju, potem je služboval v Zagrebu, no, potem pa kmalu zatem pa je služboval na Madžarskem. Tam se mu je pa zgodila ena huda zadeva, kajti, ko je odšel z vozom, včasih so morali z vozom vozi, pa s kočijam, pa s konji, so hodili zdravniki okrog. No in potem je bila velika vročina in ta naš Alojz ni vedel, da z določenih vodnjakov ne smejo piti vodo, se je okužena oziroma stoječa in je pokvarjena. On pa glih iz takega vodnjaka pil vodo, da se je pa okužil, trebušni tifus dobil in umrl. Pri 34 letih. Ja, zato